imenu veleposlaništva, v imenu Društva Slovenija-Rusija, hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu. In jaz bi predstavil, mislim, gospoda veleposlanika poznate, gospa Galina Igorovna je tukaj siva eminenca in drži vse te stvari v rokah, je visok uslužbenec. Z strani ostalih bi jaz povedal, tu je predstavnica Krke, Ljudmila Kastelic. Krka od samega začetka je naš glavni sponzor društva in vseh prireditev. Gospod Škrabec se bo sam potem še predstavil, ampak tukaj ni Kodriko, ampak kot je družina Škrabec, ki bo v soboto organiziral eno medversko srečanje, na katero se bomo potem vrnili, da ne bi zdaj v vodu povedal. Je gospod Romanov, ki predstavlja Ruski mir, ki je tudi soorganizator. Gospa se že predstavlja iz Kranjske Gore in tu sta pa naša dva tudi operativna delavca Irneja in Odman, ki sta na razpolago. Žal moramo v tem priložnosti povedati, da po dolgih letih manjka oče ruske kapelice Saša Slavec, ki je trenutno v nekoliko slabšem zdravstvenem stanju. Mi mu želimo okrevanje, da pa zelo pogrešamo. Zdaj pa bi jaz predal besedo gospodu veleposlaniku доктору Завгаеву. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, во-первых, я хотел бы искренне поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу, за присутствие на этом мероприятии и за предоставленную возможность через вас довести до широкой общественности смысл и значение того огромного мероприятия, которое предстоит в этом году в очередной раз провести. Spoštovani prijatelji, kolegi, radi se vam iskreno zahvalil za vaš interes, za ta naš dogodek in možnost, da preko vas sporočimo širši slovenski javnosti o takem velikem dogodku, ki ga pripravljamo letos. Благодаря большой организаторской работе, которую проводит Общество дружбы Словении, России, во главе с Сашей Ежиной, другими общественными организациями, огромной спонсорской поддержки, здесь называли Рика, Кырка и другие организации. Мероприятие ежегодно позволяет охватить несколько тысяч человек, которые принимают активное участие. Zahvaljujoč velikemu organizacijskemu delu, ki ga upravlja Društvo Slovenija-Rusija, ki ga vodi tu prisotni Saša Deržina, drugim društvom, sponzorjem, ki so že bile omenjeni, kot Rika in Krka in drugim, ki podpira prireditev pri Ruski kapelici. Ta dogodek zajema že nekaj let več tisoč udeležencev. Русская часовня действительно уже превратилась в объект не только российско-славянского присутствия и сближения, но и международной такой известности. Когда бы не приехал на эту часовню, всегда встречаешь туристов с различных стран. Очевидно, вы тоже это заметили. Ruska kapelica je res že postala ne samo objekt, ki ponazarja rusko-slovensko prijateljstvo in zbliževanje, ampak tudi mednarodno znan spomenik. Zmeraj, ko pridemo tja, vidimo tam turiste iz različnih držav, verjetno tisti, ki so tam bili, so tudi to opazili. Эти встречи, общения, они позволяют глубже узнать друг друга, лучше узнать культуру, традицию, совместную нашу историю, переплетение исторических судеб наших народов в те непростые времена, когда эта часовня была установлена. In taka srečanja, druženja nam dovoljujejo, da bolj globoko spoznamo drug drugega, naše narode, kulturo, tradicije, skupno zgodovino, ki nas
združuje prepletanje zgodovinskih usod ljudi v teh težkih časih, v katerih je nastala Ruska kapelica. В этом году впервые российская делегация будет возглавляться председателем правительства Медведевым Дмитрием. Letos prvič v zgodovini prireditev pri Ruski kapelici rusko delegacijo bo vodil predsednik vlade Ruske federacije, gospod Dmitrij Medvedev. Предполагается его встреча с руководителями Словении, рассмотрение ряда вопросов дальнейшего наращивания сотрудничества между нашими странами в различных сферах. Planirana so tudi njegova srečanja z najvišjimi predstavniki slovenskega vodstva in pogovori o nadaljnjem naraščanju našega sodelovanja na različnih področjih. Эти встречи и мероприятия на Vršič придадут новый импульс нашим отношениям. Prepričani smo, da ta srečanja in sam dogodek pod Vršičem bo dodal nov zagon našemu sodelovanju. Хотел бы вот через вас передать признательность, благодарность народу Словении, который все эти годы, все эти 99 лет уделял большое внимание этому объекту, отдавал дань памяти тем, кому часовня была посвящена. И эти традиции сегодня подхватывает славянская молодежь. Rad bi se preko vas tudi zahvalil slovenskemu narodu, ki je vseh 99 let od takrat, ko je nastala kapelica, skrbno ohranjal tale objekt, čuval spomin na tiste, ki so umrli pod Vršičem in ki so zgradili Rusko kapelico, in bi pozdravil tudi to, da se take tradicije zdaj prihajajo tudi k mladi generacijam. Я надеюсь, эта традиция, она будет жить и прирастать сторонниками. Спасибо. Upam, da ta tradicija bo živela tudi naprej in število ljudi, ki se udeležujejo teh tradicionalnih dogodkov, raslo še naprej. Hvala lepa. Če dovolite, bi jaz nadaljeval, najprej hvala za lepe besede okoli društva. Vi ste že v prilogah dobili tiste glavne informacije, bi pa, predno še predam gospodu Škrabcu, ki pa malo širše povedal, rad povedal, vi veste, zgore bo program železen, to ne bom povedal, vzroke je. Dejstvo pa je, da se iz skromne spominske slovesnosti izraz, ki je v bistvu spominja tragični dogodek, ki postala sporočilo miru, sožitja in razumevanja med narodi. To je nas v društvu spodbudilo, da dodamo v letošnjem letu te slovesnosti duhovno dimenzijo z medverskim dialogom. In sicer iz predstavnikov najpomembnejših evropskih verstev, ki so sodelovali v borbah na Soški fronti, na kar se bom vrnil. To so katoliki, pravoslavci, evangeličani, unijati grko-katoliki, muslimani in judje. Mi smo predstavnike teh povabili in o tem bo gospod Škrabec več povedal, z ciljem, da ponovno se vrnemo k dejstvom, da nas zgodovina še ni zadosti izučila. Pred 100 leti je kraljevina Italija napovedala Habsburžanu vojno in posledica te vojne je bil potem Soška fronta in tudi ta obrambna linija, kjer so ti nesrečni vojni ujetniki bili. V Soški fronti je v 2,5 letih bilo izločenih iz bojev, to pomeni ranjenih in ubitih preko 1 milijon ljudi, krvavi davek. In če po danes pogledamo, kaj se v svetu dogaja, če gledamo od Afganistana praktično do Gibraltara, Afrika, pa tudi v Evropi se kar nepotrebno orožja z orožjem, da bi hladna vojna nikoli ne prišla v to, smo se mi odločili, da zberemo tele predstavnike teh verskih skupnosti,
družina Škrabec je bila tako prijazna, da bo gostitelj tega in tudi gospod Škrabec bo moderator, da damo sporočilo vsem, da je potrebno mir zelo čuvati. Rad bi še posebej poudaril, da se mi ves čas zavedamo, da brez domačinov, kranjskih Gorčanov, ki nažalost več ni, ki so ohranili to kapelico skozi stoletja, skozi 2 svetovni vojni in brez njihovega sočutja in občutka za zgodovino se takšna tradicija ne bi mogla razviti. In to dokazuje, da tudi letošnja gosta iz Ruske federacije, katere bomo z veseljem sprejeli, predsednik vlade Ruske federacije, gospod Dmitrij Medvedev, in škof Voskresenski Sava, ki je praktično prvi namestnik upravitelja patriarha Kirila. Jaz bi še sam povedal, da bodo 3 govorniki, to bo s strani društva bo govornik bivši predsednik Kučan, ki je 24 let prisoten na kapelici, potem bo seveda gospod Dmitrij Medvedev in pa predsednik vlade gospod Miro Cerar. Hvala za pozornost, gospod Škrabec, z največjim veseljem je. Mogoče bi se navezal na tiste vaše zadnje besede, ambasador, ko ste rekli, kako upate, da bo to izročilo, da bo ta tradicija ruske kapelice se nadaljevala tudi v prihodnje. Jaz mislim, da jaz kot pripadnik mlajše generacije vam to zagotavljam. Sicer pa mislim, da sta 2 primka zelo ali pa najbolj povezana z rusko kapelico in tudi z društvom slovensko-ruskega prijateljstva. Prvi primek, prva družina je to zagotovo družina ime Slavec, Saša Slavc. Veste verjetno, da je že oče njegov po prvi svetovni vojni začel z zbiranjem in posmrtnih ostankov te tragedije, teh ljudi po Vršiču, žrtev prve svetovne vojne, Soške fronte, in na bazi tega je nastala spominska kapelica Ruske pravoslavne cerkve. In vsa leta med obema vojnama so se tam vrstile slovesnosti podobne kot po 90 letih sedaj pri nas. Seveda zaksura gre predvsem Kranjsko-Gorčanom, kot smo že omenili, domačinom, ampak vse to pa personificira zagotovo ta družina Slavec. Druga, sigurno ime je pa gospod Saša Gržina, prvi veleposlanik Slovenije v Ruski federaciji, predsednik društva slovensko-ruskega prijateljstva, ki je vsa leta že organizator te velike komemoracije. In vesel sem, da na nek način sem povezan s tema 2 imenoma, z gospodom Sašom in gospodom Slavcem. Vseh teh 20 let, pa ne le jaz, še več je moj oče, ki je nekako njihova generacija in ki je že vrsto let častni član društva in seveda tudi kot direktor Rika je bil tudi začetnik, eden izmed začetnikov sponzoriranja te kapelice. Veste, da poskušamo, jaz sem tudi član slovensko-ruskega kluba in sem vesel, da tudi prispevam s kakimi aktivnostmi. Vsa ta leta je kapelica, oziroma ob 10 ta komemoracija doživeli smo le paralelno, usporedno, se pa vrsta drugih prireditev vsa ta leta je odvijala. Ne samo političnih, zato ker vsako leto je Ruska federacija poslala pomembne predstavnike družbenega življenja, mogoče se spomnite, bil je tudi gospod finančni minister, gospod Pudri med drugim, ki je tedaj pripeljal močno delegacijo bankirjev in mi gospodarstveniki smo se tam srečevali. Po drugi strani je Saša Slavec kot skupaj z Ljuboto Sircov paralelno organiziral konferenco društva foruma East West. Pa da ne govorim, da vsako leto je vrsta kulturnih prireditev, letos tudi v petek, v okviru Ljubljanskega festivala, bomo lahko prisluhnjeni ob 9 tudi temu zboru, ki bo potem vršil liturgijo na kapelici v nedeljo. Bili so tudi donski kazaki, med drugim tako naprej. No in vsako leto je Saša Slavec na Vršiču pri svoji dači, da tako rečem,
na svojem vikendu organizirajo državno srečanje, kjer so se tudi srečevali tudi med crkveni dostojanstveniki, pa tudi politični in tako naprej. Zaradi prej že omenjenega slabšega zdravstvenega stanja gospoda Saše Slavca, nažalost, on več ni v stanju, ta trenutek da to organizira in upam, da bo družina Škrabac nadaljevala to tradicijo prihodnje, da bomo sicer prenesli, da bo to srečanje še vedno ostalo podobno na Gorenskem, ampak bolj v nižinah in sicer na Bledu. Mislim, da je prav, da izkoristimo drugega človeka Ruskega pravoslavne cerkve, že prej omenjenega gospoda Vladiko škofa Vaskeselskega Savo, in ob tej priložnosti povabimo še druge cerkvene dostojanstvenike vseh veroizpovedi, pač vojakov, ki so padli na soški fronti. Vemo pa, da so se tukaj borili tako muslimani, kot pravoslavci, kot katoliki, kot protestanti in še bi lahko Židje, da ne pozabili, zato ker povabili smo rabina iz Trsta, ki se bo tudi udeležil tega našega srečanja. Večkrat omenjam, ko me sprašujejo, kako jaz gledam na sodelovanje z Rusijo, pa na take prireditve, rečem, več kot je kontaktov, več je kontraktov in nimam kaj, da ne povem, več kot je kontaktov, več kot je pogovor, manj je možnosti tudi za vojne, za razprtije, ker vemo, da v glavnem razprtije in vojne povzročajo predvsem predsodki pa izvirajo iz nepoznavanja in seveda iz nekomunikacije. Upam, da bo tudi tako srečanje prispevalo k temu, kar danes potrebujemo, to pa je več miru. In kajti vemo, da je mir tisti glavni za razcvet nekega naroda, za blagostanje nekega naroda. In upam, da bo to sporočilo, da bo ta impuls, ki se bo zgodil v soboto v Vili Ženi dvor na Bledu, zagotovo prispeval k temu. Hvala vam. Dovolite me, da v imenu Fundacije Ruski mir vas tudi presrečno pozdravim. In pred enim letom Fundacija Ruski mir in Društvo Slovenije Rusije je podpisala pogodbo o sodelovanju vezano na rusko kapelico in že drugo leto Fundacija podpira ta dogodek, pa vsi zdaj vemo, da v naslednjem letu obeležujemo 100. obletnico in mislim, da to ne bo konec kapelice, ker je kapelica že povezana do en najpomembnejši simbol našega prijateljstva, prijateljstva ruskega in slovenskega naroda in to je glavno. To je glavno, mi smo to že leta in leta vezani med sabo in potem mi zelo radi kot fundacija obeležimo tega dogodka in letos in v nadalje. Какие-нибудь подробности визита Российского мира в Словению, программы этого визита? Ну, один из главных, как говорится, компонентов его визита, это, естественно, участие в мероприятиях русской часовни на перевале Прошедшей. Eden od glavnih komponent tega obiska bo seveda udeležba svečanega dogodka pri Ruski kapelici. Никаких встреч в этот вечер не будет. Gospod Medvedjev bo prišel v Slovenijo pozno zvečer 25. julija. Ta dan ni planirano, noben je srečen. А 26-го уже в 10 утра будет на Vršič на мероприятии. 26. pa bo prisoten ob 10. na dogodku pod Vršičem. Примет участие, выступит там с краткой речью. Bo imel tam tudi kratki govor. Ну и общение с теми, кто будет на этом мероприятии. In
se pogovoril s Такая tistimi, ki bodo prisotni неформальная встреча, na tem неформальная dogodku. беседа. To bo tako neformalno druženje. Затем он планирует вместе с Церером приехать на эту площадь, где организуется обед. Potem je planirano, da bo skupaj s slovenskim premijem Cerarjem prišel spodaj v Kranjsko goro, v mesto druženja udeležencev te prireditve. Ну и очевидно, они там несколько слов скажут в адрес тех, кто там присутствует. Pričakujemo, da boste oba premijeja kratko pozdravila prisotne. Вот это вот основная программа первого дня его пребывания. To je glavni, Вторая половина дня – это знакомство с страной. glavne točke nedelje. V drugi polovici dneva se bo seznanil z nekaterimi znamenitostmi Slovenije. 27-го предполагается его встреча, переговоры с Церером. 27. julija pa je planiran sestanek in pogovori s predsednikom vlade Slovenije, dr. Cerarjem. И после этого встреча и обед с председателем парламента. In potem srečanje in kosilo s predsednikom državnega zbora. Mogoče, če mu bo dovoljeval čas in okoliščine, se bo sprehodil tudi na kratko po Ljubljani in to je program za ponedeljek. Это вот основные компоненты его программы. To so glavne točke obiska predsednika vlade nedeljo. Какие-то могут быть коррективы, сейчас так программа прорабатывается. Seveda zdaj dokončna verzija programa je še v oblikovanju, torej lahko še bo nekako korigirana. Kje bo pa prenačeval? A жить он будет где? Я думаю, в хороших условиях. Mislim, da v dobrih pogojih. Slovenija velika. S našim vidom na landschaft. Брда, видимо. Mislim, da na rezidenci Brda. Вот такая пока, как говорится, предполагаемая программа. Torej, takšen je zdaj v glavnih potezah. Mogoče, če srečanje s predsednikom Pahorjem pa ni predvideno. A встреча с президентом Пахаром предусматривается? Ну, пока окончательного такого решения нет. За zdaj nimamo še dokončne informacije. Eva Horvat, naslednje leto bo 100. obletnica dogodkov pri kapelici, a mogoče že razmišljate o kakšni posebni obeležitvi ali mogoče še malo prezgodaj govoriti o tem? Mi zdaj najbolj razmišljamo, da bi bilo v nedeljo lepo vreme. Ева Хорват Эстеана, в будущий год исполняется 100 лет капелицы, а вы уже думаете о персональном составе участников или нет? Саша говорит, мы думаем о том, чтобы в это воскресенье была хорошая погода. To je drugače pa, mislim, da bomo se na tisto, če bomo še živi in zdravi, pripravili in o tem se bomo pogovarjali. Jaz bi rad poudaril še to, da mi kot društvo se vedno borimo, da se zelo posvetimo ljudem, ki pridejo. Mi pričakujemo letos, da bo okoli 1000 ljudi, 1200 ljudi potem pod šotorom na državnem srečanju. Tu je velika zasluga Krke, ki je eden od gostiteljev. Na posebno zahtevo Jožeta Colariča imamo cviček, pivovarno Laško dalo 600 litrov piva za stojn, tako da bo tako to slovansko slavje, bojo malo piroški, sol, tak, da se tudi mi malo sprostimo, da nismo tak uradni. Na koncu je to eno prijetno srečanje, ko gremo vsi sicer drugi dan malo z glavo bolj, ampak popoldne je fajn domov. Prosim. Kakšen bo kulturni program v obisku? Kulturni program v obisku ima, osnova je, da je Ruski mir doniral državni folklorni ansambl in to iz Vladimirova, ki bo nastopil v petek brezplačno z vstopnicami v Križankah, je stop prost. Tukaj so tudi pomagali ob Krki še mestni Mol Jankovič, Ruski mir, tako da to omogočamo Ljubljančanom, da malo občutijo to štimongo. Tudi potem drug dan bo pa v hotelu Prisank. Zelo je tudi že
skoraj kulturno, bi jaz rekel, ekumensko srečanje duhovnikov v cerkvi Snežne Marije v Kranjski Gori, kjer je maša ob prisotnosti ruskih pravoslavnih duhovnikov, kjer Savo Voskresenskega spremlja 12-članski zbor iz Spasskega samostana, to je njihova elita. Zgore na kapelci damo mi vedno določen kulturni vložek in tu bo slovenski oktet zapel 4 pesmi med govorniki, da bomo malo te stvari razbili, 4 pesmi, 2 ruske, 2 slovenske. Pod šotorom, kot je že spoštovani gospod veleposlanik povedal, bosta prišla tudi pozdraviti ljudi gospod Medvedjev in pa gospod Cerar. Mi pripravljamo eno manjše presenečenje za gospoda Medvedjevo, društvo darilo. In sicer Rusija je znana po medvedih, Slovenci smo pa znani po čebelah. In bo dobil med in bo tudi imel svoj paj, s katerega mu bomo vsako leto dobavljali med. Spodaj bo vrsta prireditev, naši člani so zelo resni in več kot 2 ure ne lumpajo. Tako da se v 2 urah bo zvrstilo, bo nastopil tudi ansambl, tale folklorni Ruski mir, potem bo Talisman, tudi ruski, in pa tam vedno zapojejo duhovniki, ponavadi ima tudi govor tale Savo Voskresenski ali pa tak je škof in oni zapojejo par pesem, seveda vedno je ta glavna 12 razbojnikov, ki jo je zapel leta 2001 sam Kiril, ko je bil tukaj. To je eno prijetno druženje, ker mi zelo cenimo ljudi, ki pridejo v prostem času, v juliju, v tej vročini in dopusti jih tja. S tem oni izrazijo in se nekako vse simbolično dohvalijo. Ali bo kot ponavadi prispevek gardistov na Prešerno, recimo? Ne, letos ne bo gardistov, ampak bo prišel iz Rusije 3 vojaki in 2 častnika, možno ki bodo tam zgoraj zopet po menjavi straže na kapelci prisostvovali v tem obredu polaganja vencev, ko se menjajo ena in druga straža. Тема будут обсуждаться на переговорах. На переговорах в основном тем двусторонних наших отношений. Главная тема билатеральных поговоров будут русско-славянские. Значит, предполагается подписать программу, рассчитанную на 3 года, сотрудничество в области культуры, образования и науки между Россией и Словенией. Predvidevamo, da bo podpisanih nekaj dokumentov, tudi 3-letni medvladni program o sodelovanju v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu. Будут также подписаны документы о сотрудничестве между 2 министерствами здравоохранения нашей страны. In dokumenti o sodelovanju med zdravstvenima ministrstvoma naših 2 držav. Между министерствами юстиции нашей страны. Министерством за правосудие. И совместной российско-славянского взаимодействия на рынках 3-х стран. Это экономическая составляющая. Меморандум о господарском соделованию на 3-х торгах. Совместное российско-славянское. Скупно соделование. Вот такая примерно повестка дня предполагается. Приближно так дневный ряд предполагается. Ну и на этих направлениях мы работаем уже многие годы. Это как бы продолжение того, что у нас как бы хорошо уже это получается. To je nadaljevanje, sodelovanje na takih področjih, na katerih sodelujemo že več let, dobro je in upamo, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Пока вот такая повестка. За zdaj to so glavna vprašanja. Hvala vam lepa za prisotnost, za pozornost, za dobre vprašanja in se vidimo zgoraj. Спасибо.
Hvala lepa. Спасибо.